Kiltjevik, zo 6-9, apokalipsa na soncu u glavami sledi. Je znano vsem, Arufa vidi nas vse i boram se je, kar imam. Dej mi Orion ledi, ni ledi, kar je nor, spet je mir v eno smer, spet je mir. Dej mi Orion ledi, ni ledi, kar je nor, spet je mir v eno smer. Svetloba BCD, mašina klinik ni samo, edini je bil mornar, Lord gospodar. Prisiljen smeh samo predrt v nas, obvezen greh grabi angele, paradoksalne mistike v nas. Orion ledi, ni ledi, kar je noč, spet je mir v eno smer, spet je mir. Dej mi Orion ledi, ni ledi, kar je noč, spet je mir v eno smer. Naučiti se biti močan pomeni pokončno se soočiti s težavami, ki nam jih naprti življenje. To pomeni jokati, ko to potrebujemo. Pomeni pa tudi, da še naprej iščemo življenjske odgovore in še naprej upamo. Pomeni preživeti ta trenutek in naslednjega in spet naslednjega. Vse dokler tema ne mine in sonce zopet ne vzide. Tako bo vedno. Naše popotovanje v življenju je kot hoja v klanec. Da dosežemo vrh, moramo stopati korak za korakom. Vedno bi se morali spomniti, da je najkrajši, najšibkejši in najpočasnejši korak proti sončnemu vzhodu, proti upanju, proti vrhu hriba močnejši kot katerakoli nevihta. Nikoli ne bi smeli pozabiti, da je skrivnost odločnosti iti naprej, ne glede na to, kako viharno je lahko, ne glede na to, kaj nas na poti čaka. Bistvo je, iti moramo naprej. Na samem začetku iskrena hvala za prvo glasbeno točko današnjega popoldneva, za katero so poskrbeli Nuša Perenda, Tinkara Lednik in Anže Paradiž. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli tukaj v veliki dvorani Kulturnega centra Ravne na Koroškem. Pozdravljeni osnovnošolci, starši, pozdravljen župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, pozdravljena ravnateljica osnovne šole Prežhovega Voranca, gospa Bojana Verdinek, ravnatelj osnovne šole Koroški Jeklari, gospod Aljaž Banko in ravnatelj glasbene šole, gospod Aleksander Kotnik. S temi besedami, dragi učenci, starši in vsi, ki ste danes tukaj, odpiramo kratko slovesnost, ki je namenjena vašim in seveda tudi našim otrokom. Da naredimo pečat uspešni učni poti, ki so jo prehodili vaši otroci od 1. do 9. razreda osnovne šole. Otroci so rasli in iz dneva v dan gradili grad lastnega znanja. No, njihov trud skozi vsa ta leta pa bo danes s pozornostjo občine Ravne na Koroškem tudi nagrajen. Koliko modrosti in nasvetov je danes za vas pripravil župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, pa odkrijemo v nadaljevanju. Se ga vabim pred mikrofon. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, malo je to nizko. Spoštovane učenke, spoštovani učenci, spoštovani starši, cenjeni tudi druge gostje, spoštovani ravnatelji,
Dobrodošli torej na tradicionalnem sprejemu o podelitvi županovih petic, ki z veseljem podeljujem vsako leto v imenu občine Ravne na Koroškem. Lahko rečem, da sem vesel, da je to ena izmed prireditev, ki zaradi epidemije korona krize ni odpadla, kajti tudi lanskem letu smo izvedli, kar je svojevrsten poklon in pa morda simbol, da se znanju, odličnosti, dobrim uspehom oziroma odličnim uspehom na Ravnem poklanjamo ne glede na epidemijo. Tako tudi letos bomo z veseljem v nadaljevanju podelili te zlate petice, ki so zlate dobesedno in tudi simbolno in so v prvi meri poklon vašemu znanju, doseženemu šolskemu uspehu, spoštovane učenke in učenci, ki sedite tukaj bolj od spredaj. To je znak, da cenimo vaše znanje, da cenimo to, kaj ste dosegli, ste najboljši v svoji generaciji, če bi še bili učni uspehi, torej bi bili odlični vseh 9 let oziroma od 3. razreda naprej, kot je sedaj to ocenjevanje, kar ni samoumevno in čemur se poklanjamo. To je plod vaših nenehnih odločitev, ko ste se odločili, da ocena iz nekega predmeta prav dobro 4 ni dovolj, da želite doseči 5, kar pomeni da je bilo treba še več vlagati, še več delati, potrebna je bila disciplina in pa potrebne so bile vse te odločitve, da želite biti odlični, da želite imeti odlično oceno 5. Torej največja zahvala in čestitka vam. Na drugem mestu čestitka vašim staršem, morda kakšnemu staremu staršu, ki je danes tukaj. Dosežki vaših otrok so zagotovo tudi vaš plod vašega dela. Vsak otrok je na nek način zrcalo svojih staršev, ne v celoti, ampak se je delno zrcalo svojih staršev in zagotovo je današnji uspeh vaših otrok tudi vaš uspeh, zato tudi v veliki meri čestitka v strani občine Ravne, moja čestitka tudi vam. Vi ste ne samo ustvarili otroke v smislu, biološkem smislu, ampak tudi v družbenem smislu ste jim zagotovili takšno družinsko in družbeno okolje, da so lahko odlični, da so se lahko uresničevali in verjamem, da so vaši otroci odlični ne samo v šoli, ampak tudi na drugih področjih glasbe, med nami je Anej Gorenjak, in tudi na kulturnih področjih, ki blestijo, in športnih področjih, ki blestijo, torej tudi na drugih področjih, ne samo na šolskem. Tako da čestitka tudi vam, verjamem, da danes tukaj sedite s ponosom in da boste s ponosom potem slikali in gledali svoje otroke tudi na odru. Tako da vsem skupaj in svoja čestitka tudi šolam, ki opravljajo to plemenito poslanstvo, učitelji, razredničari, razredničarke in ravnatelji so z nami. Hvala vam za opravljeno to šolsko leto. Epidemija vas je postavljala svoje pred nove izzive, nekako smo jo skupaj na nek način premagali, kljub temu, da še danes nosimo te tako imenovane maske, oziroma ljudem zdaj že pravimo nekoliko drugače, pa sem tega zdržal. Skratka, zahvala tudi vam za težko opravljeno šolsko leto, ki je za vami. Znanje je nekoliko na nižji ravni, kot bi bilo, vendar bodo otroci nadalje to sigurno nadoknadili. Za zaključek pa morda misel 2 o tem, kaj pomeni znanje. Znanje se v družbi akumulira in vi, odlični posamezniki, ste tisti, ki ste pravzaprav naša prihodnost, naš razvoj. Človeštvo kot celota, skupnost, tudi Ravne, če želite, kot lokalna skupnost, napreduje in napreduje lahko samo, če napredujemo vsi posamezniki. Če z obstoječim stanjem nismo zadovoljni in ga želimo izboljševati, smo pri tem optimisti, ne pesimisti in vi ste tisti, ki predstavljate našo prihodnost. Sedaj ste odlični, kar pomeni, da ste se odločili, da ste na vrhu svoje generacije. Pričakovanja za vas so se s tem povečala, sedaj pričakujejo tako starši kot tudi sami vsi od sebe več. Jemljite te današnje peticije oziroma to osvojeno znanje ali pa če želite voljo do znanja kot spodbudo za dobro delo za naprej. Lestvico ste si pravzaprav sami postavili višje, sedaj starši ne bojo več tolerirali kakšne 3 ali tudi ne 4. Hkrati pa naj vam to ne stopi preveč v glavo, če lahko rečem, da ne boste zaradi tega preveč važni med vrstniki, vendarle bodite še skromni, pa hkrati samozavestni z zavedanjem, kaj ste dosegli, dosegli ste veliko, kajti ne glede na vse je vaša največja dosedanja življenjska obveznost pa vendarle šola. Vse starši so mene tako učili, šola je na prvem mestu, vse ostalo potem pa je na 2., 3. mestu. Verjamem, da je tudi med vami tako in torej svojo najpomembnejšo delovno obveznost do zdaj ste opravili najbolj možno, odlično, tako da ste res zlati in z veseljem se danes poklanjamo vsem vam zlatim učenkam in učencem
In kot rečeno, jemljite to kot moč za naprej, da boste še naprej, čakajo vas tudi jeseni srednja šola, čakajo vas višje, visoke šole, šolali se boste še dolgo, jemljite to kot spodbudo za naprej, da če ste bili odlični v osnovni šoli, pa ne bo tista kontrolna naloga v prihodnosti pretežka, jemljite to kot samozavest, kot svojo moč, ki vam je nihče ne more vzeti in pa hkrati seveda za zaključek, bodite ne samo odlični učenci, ampak tudi odlični ljudje, da znate pogledati okoli sebe, poskrbeti za koga, pomagati komu, ki potrebuje pomoč na področju šolstva, učite koga boste še naprej srečali. Skratka, želim, da bi bili ne samo odlični učenci in učenke, kar se vam danes poklanjamo, ampak tudi odlični ljudje, ki bodo resnično gradili našo skupno in boljšo prihodnost. Hvala. Iskrena hvala županu za nasvete, za besede. Verjamem, da so jih spravili v predalček svojega spomina. Sicer pa iz leta v leto najavljam, da smo Ravenčani lahko ponosni na mladež, ki z odliko opravi osnovnošolsko izobraževanje. In tudi letos ni nič drugače. Letos imamo v naši občini, za informacijo, lani 30, letos pa sicer malo manj, pa vendarle več kot dovolj, 25 zlatih učencev. Imamo torej 25 učencev, ki so v vseh letih dosegali najboljši učni uspeh. Iskrene čestitke. Preden pa pozovemo najboljše v preteklih 9 letih osnovnošolskega izobraževanja, pa še glasbeni vložek. Naj se z glasbo torej napolni dvorana, ki je v pričakovanju zlatih osnovnošolcev. What will you do when you get lonely and nobody's waiting by your side? You've been running and hiding much too long. You know it's just your foolish pride, Layla. Got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry mind? Tried to give you consolation when old man had let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down, Layla. You got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Let's make the best of situation before I finally go insane. Please don't say you'll never find a way and tell me all my love's in vain, Layla. You got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Layla. You got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Layla. Hvala Nuši, Tinkari in Anžetu za glasbeni doprinos v današnjem popoldnevu. Zdaj pa je torej resnično napočil čas, da pričnemo s podelitvijo zlatih petic. Vsak učenec oziroma vsaka učenka se nam prosim pridruži, koga oziroma jo pozovemo. Prosim gospo Marijo in gospoda župana, da se mi pridružita na odru in podelita zlate petice, ki bodo ostale učencem, verjamem, da v večnem spominu. Lepo vas naprošam, da tudi vi učenci, ko ste pozvani, upoštevate še vedno vsa priporočila NIJZ-ja,
Bogu hvala, smo lahko se danes sploh zbrali, pa vendarle, preden stopite na oder, vas prosimo, da razkužite roke in nadanete masko. Zlate petice bomo najprej podelili učencema glasbene šole Ravne na Koroškem. V 6 letih glasbenega izobraževanja je odličen uspeh dosegel Jan Pisar. Zahvala pa tudi učiteljici Meliti Stropnik, ki pa je danes odsotna, zato bom kasneje ob koncu prireditve prosil ravnatelja glasbene šole, da pri gospe Mariji prevzame majhno pozornost. Zlato petico pa prejme na glasbeni šoli tudi Leja Perenda. Zahvala tudi učiteljici Valentini Čas, ki pa je prav tako odsotna, tako da bo tudi za njo gospod ravnatelj kasneje ob koncu prevzel pozornost. Ko takole spremljam in gledam fotografa, si mislim, letos bodo res posebne fotografije, ne da? Če se nam je še pred leti zdelo čudno gledati Kitajce, pa je danes vse drugače. Korak bomo v nadaljevanju ustavili pri osnovni šoli Prežihov Voranc. Zlate petice na omenjeni šoli so si prislužili sledeči. Začnimo z 9A oddelkom. Maja Mager. Pridruži se nam Neža Šuler. Očitno je prišlo do manj... Aha, dobro, se opravičujem. Predvideval sem, da je morda prišlo do napake pri podelitvi, zato da smo zamenjali imena. Sledi edini predstavnik moškega spola v tem oddelku, to je Anej Svenšek. In kot četrta se nam pridruži še Naca Nikolov Weber. Vabimo pa tudi razredničarko 9. razreda, gospo Darjo Vrhovnik, da se nam pridruži in prejme majhno pozornost občine Ravne na Koroškem. V 9B oddelku pa so si zlate petice prislužili sledeči. Aljaž Krivograd.
Navajeni smo ga s trobento, danes jo je pustil doma. Anej Gorenjak. In še zadnja v 9B oddelku je Ana Kričej. Za 9B oddelek je skrbela razredničarka gospa Vanja Benko. Tudi njo prosim, da se nam pridruži. Pa še skupinska fotografija, ne? Aplavz torej še enkrat za vse učence in učenke osnovne šole Prežihov Voranc. Čestitam tudi sam. V nadaljevanju pa se podajamo še na drugo osnovno šolo Koroške Klarji, ki prav tako pod streho skriva zlate učence. Kmalu izvemo, kdo so to. Tudi tukaj imamo dva oddelka in najprej korak ustavljamo pri 9A razredu. Vabimo Zalo Brezovnik. Pridruži se nam Manja Buhvald. Zlata petica kmalu v rokah tudi Larise Capelj-Cvetkovič. Dekletom se na odru pridruži Bastijan Marič. Kot peta v 9A oddelku Tija Pečovnik. Zlata petica je namenjena tudi Nejcu Planšaku. Sledi podelitev in nagrada za Voranca Vidalja. Če smo začeli samo z dekleti, bomo očitno v 9A končali samo s fanti. Sledi podelitev in nagrada za Martina Vrabiča.
In še zadnji v 9. A oddelku je Miha Vrčkovnik. Sledi pa še drobna pozornost občine Ravne na Koroškem, ki pripada razredniku 9. A razreda, gospodu Juretu Plevniku. Mi pa se v nadaljevanju zdaj selimo še k 9. B razredu osnovne šole Koroški Jeklarji. In najprej zlato petico podeljujemo Teodorju Dovarju. Pridruži se nam Žana Fink. Petica v rokah Lucije Fortin. David Hudopisk. Pridruži se nam Nuša Jehart. Predzadnja petica kmalu v rokah Vite Švajgar. In še zadnja petica, vabimo moškega predstavnika, Žiga Vrnekar. Pridruži se nam še razredničarka omenjenega oddelka, gospa Martina Plodar. Opažam in vidim pravi stil izbire modnega dodatka. Še skupna fotografija.
prejemnikom tudi v mojem imenu iskrene čestitke in v znak vašega truda vam vsem skupaj še enkrat aplavdiramo.